dan se zaznava, danica priplava. Se sliši zvonenje čez hribe splavi. Zvonovi zvonite, na delo bodite, saj naše življenje le kratek je dan. Kdor hoče živeti in srečo imeti, naj dela veselo, pa moli naj vmes. Zvonovi zvonite, k molitvi vabite, se je prazno je delo, brez sreče z nebes. Jezušček, moj ljubi Bog, čuj, kaj prosi tvoj otrok. Pojdi v toplo zibelko, mojo srčno kamnico. Srček moj naj bo blazina in ljubezen postelnina. Žarki ljubčki bom te grel, v zibki zibal, sladko pel. Pojdi v toplo zibelko, mojo srčno kamnico. Lep dober večer vsem. Hvala gospodu Aljažu Slokarju za prebrani molitvi iz monografije in še za tiste, ki jih bo prebral v nadaljevanju večera. Na vabilu smo sicer zapisali, da bo molitve prebiral dramski igralec gospod Pavle Ravnohrib, pa je žal zbolel, zato nocoj ne more biti z nami. Lepo pozdravljam tudi nocojšnja gosta, gospod Marijo Stanonik in gospoda Klemna Konaverja. Kako je nastala nocojšnja zgodba? Pomladi leta 2005 je bralka Marija Žagar iz Lesc na uredništvu družine poslala večerno molitev, ki jo je naučil njen oče, ko je bila še majhna deklica. Pripisala je, da jo pripoveduje svojemu takrat komaj nekaj mesečnemu vnučku in da jo ta posluša z odprtimi usteci. Objava molitve na straneh duhovnosti in povabilo bralcem naj zapišajo in pošljajo stare molitvice, ki so jih molili nekdanji rodovi, njihovi starši, stari starši, danes pa jih že slabše poznajo, nista ostala brez odziva. Še 2 leti zatem so iz tedna v teden prihajale na družino pisma iz vseh koncev Slovenije, zamejstva in izseljenstva. Nabralo se jih je kar 230, v njih pa je bilo shranjeno pravo bogastvo. 328 starih slovenskih molitev, ki jih zbrane v monografiji ponosno ohranjamo za prihodnje rodove. Tedanji urednik duhovnosti pri tedniku Družina, Marjan Pogačnik, je skrb za molitve zaupal slovenski literarni zgodovinarki, etnologinji in slovenistki Mariji Stanonik, ki ji gre velika zahvala, da je molitve s soskrbnostjo in zavezetostjo pregledala, uredila in pripravila za objavo. Molitve je s fotografijami opremil Klemen Konaver, celoten projekt dela pa je vse do tiskarne vodila sodelavka Jerica Jerman, ki jo prav tako lepo pozdravljam med nami tukaj spredaj. Pač najprej gremo po vrsti. Gospa Marija Stanonik, povejva kakšno besedo o monografiji. Lahko kot urednica rečete, da so v teh zbranih molitvicah skrite življenjske zgodbe. So namreč tako kot prva pošiljateljica tudi drugi, ki so jih sledili, pojasnili, od koga so se naučili molitve in v kakšnih okoliščinah so jih molili. Jaz bom ostala, če smem, zato ker lažje govorim. Najprej bo se lepo pozdravila. Upam, da so med nami tudi kateri od tistih, ki ste molitve poslali, a se lahko kdo javi. A je kdo me? O, me veseli. Grešam v naši sredi tudi gospoda Marjana Pogačnika, ampak vsaj misleno, vsaj duhovno je z nami, ker sem res zelo počaščena, da me je povabil v sodelovanju. Namreč, ko so te molitve sem pa tja bila objavljene v družini, sem si tako potiha rekla, kdo ve, kdo bo to delal, jaz bi pa tako rada. No, potem mi je bila sreča mila in sem res zelo vesela in strokovno in osebno in slovensko, če hočete. To delo je bilo tako nekaj lepega, namreč, ko sem jih dobila, najprej je bilo treba pritipkati. No in tukaj tudi 2 sodelavca družine bi rada omenila, gospod Janjo, pa Roberta Debevca. No, ampak potem, ko je bilo pa to že v računalniku, sem jih pa začela premetavati, oziroma skušala sem najti en sistem, kako jih urediti. In to je trajalo
da ne povem koliko časa. Napisala bi lahko svojo knjigo na ta račun. Ampak to je res zelo zahtevno delo, ker imam vtis, oziroma želim si pri takem delu, da morajo teči kot ena sama pesem, kot olje, da se preliva snov znotraj posameznih razdelkov, pa tudi razdelki sami, da imajo neko smiselno kontinuiteto, zaporedje. In tik pred koncem se mi je zgodila neka neprijetna zadeva in pa sem se začela tuhtati, zakaj sem jaz pravzaprav tako lepo doživljala te molitve, oziroma mi je bilo tako lepo ob njih. In sem si rekla zato, ker ni bilo ob njih ene slabe misli, ene slabe želje, ampak samo ena srčna želja predati to dediščino, to duhovno bogatstvo naprej. Ne samo tistim vnukom, o katerih pišejo stare mame, ali pa celo vnuki, da so jih od starih mam dobili po očetov, ampak da bi jih dali še komu, da bi se to ohranilo, ker nas je vse privevalo lepo, dobrohotna misel. In tudi srčno se zahvaljujem obema sodelavcema, da smo tako lepo sodelovali. Jaz sem tako ponosna na vaju, pa da se tudi, da sem lahko z mladima tako lepo sodelovala. Res iskrena hvala pa tudi gospodu direktorju družine, ko se je spet kaj zataknilo, kar se mora, drugače bi ne vedeli, da smo še na tem svetu, da smo tako lepo našli skupen jezik in jaz verjamem, da smo zdaj vsi zadovoljni. Tako smo se učili eden od drugega. Jaz sem se prvo vseh veliko naučila in mi je to veliko veselje, da se še lahko kaj naučili. Skratka, odgovor na vprašanje. Te molitve so del vsakdana. Začeli so z njimi delovni dan, jutranje molitve, ne so ob tem nekako vključene. Potem v prvem mestu na začetku vstop sem dala, nisem hotela bolj prozaičnega uvoda, ampak vstop kot neke vrste vendarle reminiscenco na Mašo. Tukaj je tudi začetek sveta, če hočete, ker v tem prvem delu so molitve, tiste molitve, ki se navezujejo na Boga stvarnika, na prvo Božjo osebo. Hkrati pa tudi pravim jutro, pa na otroka, to se pravi na začetek življenja. Vse to je vključeno v prvi razdelek. In vse to je del našega življenja kot takega, naravnega in nadnaravnega. In potem seveda je, če nadaljujem naprej, so delovni napori, delovni dan kot tak in potem večerna molitev, ko se, tako je bilo včasih, in želim si, upam, da je vendarle še marsikaj tudi danes, se mislijo na Boga, na Marijo, skratka na Božje stvarstvo, tudi od sveta, pač v vsakdanjem smislu poslavljamo. Potem pa so tudi delo, kako bi rekla, življenjski ritem od rojstva do smrti, ker končujem pa slovesom od tega sveta. Tako nekako. Znotraj tega je pa skušalo se je slediti svetopisemski motiviki, potem so prišli na vrsto svetniki, to se pravi vendarle tudi neka vrste cerkvena hierarhija. Kratko, več kriterijev je bilo treba upoštevati, da se je vse skupaj nekako lepo izšlo. Vmes, prav na koncu, ali pa pred zadnje, so pa prošnje o vremenskih ujmah, to se pravi, da so bile te molitve namenjene, oziroma so jih predvsem molili naši predniki, ki so bili vsi kmetje, bom kar takole bolj na počes to omenila, poudarila. Pa še nekaj bi tako za uvod. Niso vse molitve konfesionalno pravilne, ampak vse so gotovo posvečene Bogu. Tako da, kakšen teolog bi imel kakšne pripombe, ne z tega vidika teološkega, kakšen etnolog tukaj zaznava razne plasti, duhovne plasti, to so predvsem molitve tako imenovani Zlati oče naš pa Marijine sanje, te so tudi najstarejše. Hvala. Kdaj se je vse včasih molilo? Vi ste v spremni besedi napisali, da je iz izbranih primerov mogoče ugotoviti, da se je pobožna duša lahko cel dan kopala v Božji navzočnosti. Ja, to sem pa zdaj, ko sem v snegu, sem si rekla, no gled, to je pa to je molitev. Tale ljubi snegec, ki nas je zdaj obsipalo, je bil lepo znamenje, vse zame,
sem si skušala pomagati, nekako ga dobrohotno upoštevati, ki nam ga Gospod pošilja. To je zelo lepa prispodoba, kako bi moglo biti, če se tega zavedamo ali ne, da smo ves ljubi dan nekako res, tukaj sem rekla, potopljeni, kako že se kopamo, skratka, obsijani, obsipani z Božjo navzočnostjo. In take drobne molitvice tukaj na koncu nas prav vabijo k temu, ti pobožni vzdihlaji. Tako dolgih se žal verjetno ne bomo več učili, nekateri so pripovedno dolge, vprašanje, če so to še, ampak so jih molili, kot take so nam jih poslali, oziroma uredništvo družine. Medtem ko te kratke, s temi si pa lahko lepšamo dan in ga tudi v tem smislu ljubimo. Danes recimo redki že molijo pred jedjo, sploh, ker se tudi malo doma jesti smo zunaj. Vi pa tudi upozarjate, da so molili tudi pri umivanju, oblačanju, na to pa niti pomislimo več ne. Ja, mislim, da je to prišlo od Slomška, jaz se v eni drugi zvezdi, da se ne moram navajati verov, kot strokovna slabost, da je treba takoj verno vesti, kot človek kaj ve. Ampak Slomšek je med drugimi tudi priporočal svojim vernikom, kako je treba se pri takih najbolj osnovnih opravilih tudi spominjati Boga, moliti pač. In to bi bila lahko zelo lepa priložnost. Tukaj je spet zelo nekaj kratkega, nekaj na videz priložnostnega, ampak take pobožnosti, če hočete, da ne bom preveč priharsko zgledala, nam lepšajo dneve, nas tudi umirjajo. Sem bila zdaj, da prihajam iz nekega zelo resnega posvetovanja o slovensko-hrvaški meji in je nekdo hotel nekaj povedati in je bil vmesen zelo neprimeren medklic in nam je vsem začelo krivreti. Takole se učimo, kako bi bilo bolj primerno se med nami lepše obnašati. Samo od sebe se mi zdaj poraja tudi vprašanje, kdo je pa tako v prejšnjih rodovih učil molitvi? Od koga si se učil molitvic? Ja, jaz sem to hotela, da bi bilo pri vsaki pesmi posebej navedeno, pa smo se potem odločili, da to damo nekako bolj zadaj pač v strokovni del in tam sem v bistvu vsa ta pojasnila, ki so jih navajali poleg pesmi, ki so jih pošiljali oziroma molitev, kdo jih je naučil. Včasih so bile, največ je bilo mama, še zmeraj ta neposredni stik med otrokom in mama najmočnejši, potem so bile stare mame, babice, bice po koroško, none po primorsko in tako naprej. Pa sem bila prav lepo presenečena, da niso bili tako redki tudi očetje in dedje, oziroma skratka moška, po moški ni bilo tako malo tega. Posebej me je tako prevzelo, ko je tam pač ob neki molitvi bilo sporočilo zraven, da je ob začetku druge svetovne vojne, ko se je delala Rapalska meja, dosti blizu že naših krajev, tam na Črnem vrhu, da se je oče naučil molitve od svojega sodelavca, ki sta spala skupaj v baraki, to se pravi naključno pač srečanje, spoznanje medsebojno, in je potem tiste molitev naučil otroke. Oče, ki je prišel iz tega delovnega okolja, je potem naučil tisto molitev svoje otroke. Ali pa recimo me je tudi pretreslo zelo skratka zgodba, kako je molitev, ki je naučila mamo svoje hčerke, ki je 11-letno umrla v taborišču na rokah. In to je bila verjetno edina dota, ki jo je lahko dala svoji hčerki. In kaj je to njej pomenilo? Do danes, do nas je prišla ta zgodba, življenjska zgodba. In veliko je takih minimalnih, na zelo kratkih, v nekaj stavkih opisano, kaj se je dogajalo. To piše zadaj, tako da tisti, ki mogoče namarate brati strokovnih reči, mogoče se v tem smislu se vam pa spovabim, da se tudi ta članek ogledate. Ker sem želela prav vse podatke, ki so prišli s temi pismi, v teh pismih sem jih hotela vključiti
mučiti, ukalkulirati v knjigo samo. Ene stvari nisem zavrla, sem jo že kam vtaknila, samo zato, da bi bila celost, da bi bila ta podoba čim bolj celostna, pa da bi bili vsi nekako enakovredno uvrščeni, da ne bi delala krivice, češ tole ja, tole ne. Nisem hotela se z tega vidika si nakopati neke vrste slabe vesti. Do tistih pesmi, čisto na koncu, ko je tudi shranjeno oziroma nekako v spremni besedi, kakšen je danes vozni red za nebesa. Glejte, danes iz izkušenj že vemo, da mame več nismo tiste prave prenašalke molitev. Se vi kaj bojite, kako se bo v naslednje rodove prenašala molitev, ali samo še z monografijami? Ja, mogoče bo pa tudi ta knjiga kaj pomagala k temu, da bojo se vsaj nekatere mame na tem zamislili oziroma si vzele časa, pa da bi začutile, da bi vsi, ne samo mame, pač v družinskem krogu, da bi se zavedali, kako je prav ta družinski krog največja vrednota, ki ga lahko otroku ponudijo. In če je otrok trden v sebi, če doma dobi tisto, kar takrat v dobi odraščanja rabi mladi, potem, ko gre v svet, ostaja trden, ga te življenjske pač pretresi ne zamajajo tako hitro. Če pa nima te trdnosti v sebi od doma, je pa to zelo težko. Potem pa pridejo pač razne družbe, pa pripomočki kemični in drugačni. In ravno molitev, recimo, jaz sem premišljala v tem, smo molili, to še imajo osebno izkušnjo, hvala Bogu, pred jedjo, po jedi, mi se nismo drugače pogovarjali, ker včasih ni bilo tako, nismo seveda posedavali pred televizijo, to še kje pa, ampak tista molitev nas je pa družila. In kaj meni danes to pomeni? Res, kaj mi to pomeni? Pa recimo, v nedeljo zvečer, ko se je dan končal, oziroma na novo začenjal, ko smo pokliknili okrog, pa je kdo tudi kaj zadremal, pa smo koga tudi takole malo pogledali po strani. Ampak to je bilo del našega hišnega obreda, družinskega obreda. Mislim, da bi bilo to dobro gojiti še naprej. Ampak to je treba seveda, to morate sami začetiti, da bi tako spet ostalo. Ampak tako, lahko se tudi v postelji to začne, preden se zaspi. Otroku, recimo, namesto pravljice za lahko noč, ko so včasih tako mizerne in plehke, oprostite, da sem kritična. Zakaj pa ne bi neko molitev ga naučili? Kaj je po vaše tisti notranji motiv, ki je pošiljatelje spodbudil k zapisovanju molitvic? Mogoče bi mogli gospe vprašati, ko sem tukaj. Ja, povedala so zapisali, ampak tako nasplošno bi rekla malo, najprej, začelo se je tako, te molitve, sprva to je Slomškova pesem, molitev, in potem so se začele med seboj starejše gospe slavistke. To ni pravo Slomškovo pesem, to je pravo besedilo. In potem tretje, to je pravo in tako naprej. Skratka, ta konkurenčnost oziroma slavistična doslednost, nekaj je tisto pravilno. Tukaj je bil prvi motiv. Potem so bile pa te pesmi nekatere objavljene in mislim, da je bil to zelo tak, kaj bi rekla, mečka naslov hlepen. Mogoče bo pa tudi moja pesem objavljena. Mogoče pa bo. Pa so čakali, ker tudi pišejo tako, če bo, ne pa tako in tako. Ne navesti imena je bilo marsikdaj, ne so se vali odzivo iz lastnega okolja. Drugi pa preprosto zato, da se bo ohranila, da ne bo izostalo. Nimam je več komu povedati, zapisati. Prav zato je bilo tudi ponekod skratka bila je komunikacija pretrgana, ker so se bali, kako bojo domači na to reagirali. Mogoče bi danes že drugače, mogoče bi bili danes že ponosni na to, da je njihova babica in kaj ohranila. Pa seveda tudi to, ker je ta stik pogosto med generacijami žal pretrgan in ker ne morejo svojim vnukom ali otrokom celo neposredno tega posredovati, potem to so sporočili vsaj na tak način in so nam naredili neznansko vzgled.
vsemu. Glejte, stare slovenske molitvice so ne nazadnje svojo pokrajinsko pestrostjo tudi prava jezikovna zakladnica. Vi ste vse objavili tako, kot so bile zapisane. Ja, namenoma smo to po dogovoru, smo se tako odločili, jaz sem imela večkrat bolj kompliciran pristop do tega, ampak tam smo se kar lepo ujeli. Tudi zato, da bi se ta pokrajinska raznoličnost v teh besedilih ohranila, da bi tudi tisti, ki bodo brali, aha, se to pa z mojega kraja, oziroma vsaj z našega okolja, pa bo mogoče rekel se, jaz tudi kaj takega znam, da bo začutil, da ima neko vrednoto v sebi, ko se tega še zaveda. In jaz verjamem, zaupam, da bo ta knjiga dobila, jaz tem rečem, mladičke. Zdaj bojo nastajale pokrajinske krajevne zbirčice, tudi hišne, priporočam tistim, ki ste tukaj, pa tistim, ki jih ni. Zakaj pa ne bi pripravili hišne zbirke, družinske, rodbinske? Če za vas to ni zanimivo, pa žal še ne za vaše otroke, pa za vaše vnuke in pravnuke. To bo pa prav gotovo. Zadnjič, ko sem pa imela izpite, pa sem nekaj študentke prinašala stare zapiske, komaj se je še brala, se je dobili. Ja, to ima pa naša babica. Babica, otrok, si pa še ne. Ja, v misli je zmanjkala. Ja. No, in vidi se tudi pri teh molitvah, da so jih izgovarjali, skratka, da so jih govorili, molili, jih niso samo brali, ampak molili in tako so jih tudi zapisovali. In zato je ta narečna podoba, pa sem pa tja tudi kakšna pravopisna napaka. Ampak to daje čas, da tako verjamem tem molitvam, da se vidi, da niso polikane, poštirkane, ampak se jih še drži zemlja. Glejte, verni v starih slovenskih molitvah odkrivamo še drugačno duhovno in teološko bogatstvo. Prej ste že malo omenili, da niso vse čisto pravoverne, ampak nekatere skrivnosti pa so največkrat zajete v njih. Ja, jaz sem malo presenečena, pravzaprav jih je zelo malo na temo Božiča. Zelo malo, komaj sem jih našla, pa še te nisem, da so kar navešali. Pač je pa zelo močan pasijon.